Dobrodošli na kanalu Slovenija v objemu narave. Danes vas vabiva, da se nama pridružite pri raziskovanju ledene jame na Mežakli. Po 3 km in 600 metrih pridemo do tega razcepa, kjer bomo šli pa desno gor. Gremo v smeri zakopov. Po 4 km in 800 metrih pridemo do tega travnika tukaj. Lepe pozdrave z Mežakle. Po natanko 5 km in pol pridemo do tega razcepa. Tukaj bomo šli desno. No, tukaj v levo imamo pa Planski vrh, zakop Partizansko bolnico, pa planina Kisovec. No, na tem razcepu tukaj gremo pa kar naravnost. Smo na 7 kilometru, točno. In tu se nam prvič odpre pogled na Julice. Po 8 km in 700 metrih bomo na levi strani zagledali tole tablo za snežno jamo. Pa gremo kar tukaj gor pred tabli. Snežna jama 5 minut, Planski vrh 40, Škrbina, Špica, razgled 50 minut. Pa nadaljujemo kar po tele potki tukaj gor skozi gozd. Tu gremo še v tale vzpon, krajši, približno 50 metrov. In potem bomo že na desni videli tablo za snežno jamo. Tako, pa smo pri tabli za snežno jamo. Mežaklo sestavljajo večinoma apnenci in dolomiti, ponekod se najdejo tudi laporovci in peščenjaki. Takšna kamninska sestava je botrovala nastanku značilnega kraškega reliefa s številnimi manjšimi in večjimi vrtačami. Jama leži na nadmorski višini 1109 metrov, dolga je 70 metrov in globoka 20. Vhoda sta dva, zahodni poševni in vzhodni navpični. Ločuje ju naravni most. Po pripovedovanju domačinov so v jami nekoč kopali led za pridobivanje vode za pastirje in gozdne delavce. Pogled na navpični vhod ter pogled na vhod v jamo. Evo, se bo šlo, kar pridi. Hej, kako je hladno. Ponavadi je v jami 8 stopinj. Saj tudi v tej je nekaj tacga, ker se prav kadi z ust. Ej, Jamarka, Lara, kje pa si? Tukaj. Kaj je mokro? Ja, je bil dež zdaj par dni, ne? No, pa si pojdimo pogledati notranjost jame. No, kar pojdi. Evo jo, snežno jamo na Mežakli. Tukaj pa en tak prehod. Opala, drsi, ja. Prehodek. Gremo tukaj skozi. Evo, tako bomo šli kar skozi tale prehod. Dobro, je treba iti tukaj. Je pa fejs usko, tako da je treba iti v čepi. Tu malo tresel posnetek. Takole. Evo, prvi del smo skozi. Bomo šli pa še tamle noter. No, to je ta prehod, skozi katerega sem prišel. Zdaj bo šla pa še Lara. Lara, bo šlo? Na kontra se moraš obrniti, pa bo. Bo. Odlično ti gre. Evo, prihaja še Lara skozi to užino. Evo, bravo, uspelo. Tako pa pot nadaljujemo še v drugi del noter. Tukaj bo spet fejs nizko, se bo treba čist skloniti. Ja, zelo je usko. Evo, tukaj pa že boš. Ja, odlično. Še malo pa smo dol. No, tukaj sem prav kar dol prišel, Lara malo pomagaj.
Zdaj pa tebe čaka tale delček. Gremo pa naprej skozi tole jamo. No, tle se pa jama malo odpre, tako da postane strop precej višji in je taka kar prostorna. No, Lara že slika. Kapnike in jamo. Tu predvsem mokro. Poglejte to. Lepa je, lepa. Jamica. No, pa smo že čisto pri koncu. Tukaj je malo vode na tleh. Ta del pa izgleda še takole. Da še to pokažem. No, nekdo se je igral. Ja, bom malo pisal, pa ni lepo. No, tako smo čisto na koncu jame, naprej ne gre več. Še en pogled z tega dela na to lepoto Mežakle. Oj, Lara, živjo. Hello, hello. Še si tle? Ja, prav ohlajena. In kako se ti zdi ta jama? Jama ima toliko stopinj kot Soča. Zanimivo. Tega verjetno niste vedeli. Med 8 in 12 stopinj je v jami. Ne, mislim tega, da ima toliko stopinj kot Soča. Poleti in pozimi vedno ista temperatura. Evo, kako se nabira apnenec. V jami, ki jo sestavljajo vdorna jama, nizki prehodi in dvorana, naletimo na številne značilne apnenčaste tvorbe, v njenem zatrepu pa tudi na vodo. V vzhodnem delu jame so zelo dolgo poletje zadržita sneg in led, v nekaterih zapisih je navedena tudi kot ledena jama. Pa bo odplezala ven. Pa. A odhajaš? Ni še konec. Za zaključek današnjega dne pa še ena čisto kratka analiza. Obiskala sva ledeno jamo na Mežakli, za pot pa sva potrebovala 18 km in 700 metrov. Če vam je bil video všeč, ga lajkajte, za še več podobnih vsebin pa se naročite na kanal Slovenija v objemu narave.